Via Positiva. Via Positiva. Via Positiva. Dober dan. Naša sogovornica danes na zelo pomemben državni praznik je doktorica Jana Kolar, ravnateljica Narodne in univerzitetne knjižnice. Prijazno pozdravljeni. Pozdravljeni. Srečujemo se na konferenci, kjer se združuje več ved. Kako pomembno je to sodelovanje, če drugače vprašam, brez tega sodelovanja, brez širšega vstopa tudi v druge vede, ni korakov naprej? To postaja še posebej pomembno danes. Nacionalna knjižnica že več kot 220 let zbira in hrani nacionalno pisno-kulturno dediščino. Že v deželi Kranjski takrat smo namreč je knjižnica začela zbirati objave, ki so bile kot obvezni izvod deponirane v knjižnico. In od tedaj dalje, seveda meje so se spreminjale, ampak knjižnica je ohranjala to svojo nalogo. Tako da imamo danes več sto let tega narodnega spomina shranjenega v nacionalni knjižnici, kar seveda prinaša številne izzive. Tako pri, na primer, ohranjanju. O tem smo nedavno govorili na mednarodni konferenci, ki je potekala na Bledu, posvečena pa je bila kemiji v kulturni dediščini. Seveda pa je kemija pomembna za ohranjanje gradiva, vendar ni edina. Narodna in univerzitetna knjižnica ima tudi v svoji strategiji zapisano kot eno od temeljnih prioritet sodelovanje z različnimi deležniki in tvorba partnerstev tudi na raziskovalnem področju z raziskovalci različnih domen. Kako pomembna je ustanova Narodna in univerzitetna knjižnica in kolikšnega pomena ji dajemo tako v resnici Slovenke Slovenci? Narodna in univerzitetna knjižnica je ena od temeljnih nacionalnih inštitucij, ki hrani narodov spomin, ki je bil zapisan skozi več stoletij in priča o tem, kaj smo bili in kaj smo danes. Vaša vizija, v kaj naj bi se razvijala? Narodna in univerzitetna knjižnica mora stopati v koraku s časom in ta čas se spreminja. Danes je izjemno pomembno ne samo, tako kot v preteklosti, zbirati in ohranjati vse gradivo, ki je objavljeno, to je naša zakonska naloga, temveč tudi čim bolj povečati njegovo dostopnost. Danes je to izjemno pomemben vir za, na primer, učenje umetne inteligence, ki naj bi govorila potem bolje v slovenskem jeziku in bolje poznala slovensko kulturo. Koliko raziskovalcev je v sklopu te ustanove? V Narodni in univerzitetni knjižnici so 3 raziskovalci, ki se ukvarjajo samo z raziskavami in več kot 10 raziskovalcev, ki se delno v okviru svojih nalog ukvarjajo tudi z raziskavami. Pokrivajo pa izjemno široka področja, ker NUK pokriva zelo široka področja. Svoje življenje vsak pelje po neki svoji poti in nima tega širšega vpogleda in znanja in se dostikrat niti ne zavedamo, kako pomembna je neka ustanova. S svojim zanimanjem ji pa dajemo mesto in tudi neko upanje, da bo preživela. Ko vprašamo ljudi na cesti, kaj je pomen knjižnic, kako vidite knjižnice, običajno dobimo odgovor, da je to prostor, kjer dobimo knjigo. To pravzaprav ni popoln odgovor, kar se tiče tudi splošnih knjižnic, ki imajo izjemno število dogodkov posvečeno bralni pismenosti in podobno. Za nacionalno knjižnico pa je to še posebej res, zaradi tega, ker nacionalna knjižnica ima posebne zakonske naloge, to je pa zbiranje in ohranjanje nacionalnega pisnega bogastva. V številnih nacionalnih knjižnicah po svetu knjige niti ne dobite, To ni prostor za izposoje knjige. Mi jih izposojamo, ampak to ni primarna naloga. Je pa ohranjanje in dajanje v uporabo, na primer tudi danes za izgradnjo velikih jezikovnih modelov, za raziskovalce, ki lahko skladno z veljavno zakonodajo rudarijo po našem gradivu in tako pridejo do novih znanstvenih spoznanj. Tako da je doprinos Narodne in univerzitetne knjižnice večplasten.
in gre mnogo dlje od tega, da je to prostor, naprimer, kjer bi dobili knjigo. Seveda jo pa študenti poznajo predvsem kot prostor za učenje, ker ponuja veliko čitalniških mest, ki jih v Ljubljani močno primanjkuje. In tudi tukaj se trudimo, da bomo že v nekaj mesecih, upam, da odprli nove prenovljene čitalniške prostore z veliko dodatno kapaciteto. Kako bogatite svoj arhiv? Kje veste, da so še stvari, ki bi jih radi vi pridobili? Koliko je teh odprtih poti? Takšno zanimivo vprašanje, zelo poljudno se mi zdi, za javnost pritegnejo. Poti so zelo različne. Vedno moramo gledati, kje so vse možnosti za to, da bomo čim bolje lahko opravili svoje delo. Po zakonu dobimo obvezne izvode vseh publikacij, vendar to ni celota. Potem se trudimo pridobiti gradivo o Slovencih, naprimer iz tujine. Dodatno pomemben vir so tudi zapuščine, ki jih zbiramo in ki ponujajo vpogled v posamezne avtorje, naprimer raziskovalcem, da lahko potem tudi v bodoče osvetlijo posamezne avtorje z svojimi raziskavami. Vsake toliko pride v javnost informacija, da ste pridobili, da ste restavrirali, da ste dali javnosti na pogled kakšne bisere. Koliko tovrstnih biserov je v Narodni in univerzitetni knjižnici, ki bi jih vi najbolj izpostavili, ki sodijo že kar v neko splošno razgledanost slovenske javnosti? Tega gradiva je izjemno veliko. Če pomislimo naprimer na zdaj v letu Kosovela, na rokopise Srečka Kosovela ali pa na Prešernove izvirnike Zdravljice. To so dokumenti, s katerimi smo povezani vsi Slovenci in ki pustijo vtis na vsakega od nas. In pri tem bi še omenila, da ni dovolj, da vidimo samo kopijo. Pretrese nas pri tem, ko vidimo izvirnik. In to je tudi ena od stvari, zaradi katerih moramo ohranjati v čim večji meri našo kulturno dediščino in raziskave so tukaj še posebej pomembne. V Nuku je veliko bogatstva, narodnega bogatstva. So stvari, ki nas določajo, ki nam dajejo identiteto in nam dajejo mesto v zgodovini, tudi v primerjavi s svetovnimi narodi. Ja, Nuk je temelj narodne identitete, je narodov spomin. Pove nam, kje smo bili, kaj smo danes. Skozi zapise preteklosti zvemo o sebi veliko več. Pri tem so bili pomembni številni avtorji, inovatorji v naši preteklosti. Naprimer Primož Trubar z prvimi slovenskimi tiskanimi knjigami, ki so nastale potem v tistem obdobju, povezano tudi z slovnico, ki so utemeljile slovenski narod, slovenski jezik. V tistem času izuma tiska, naprimer, nekateri jeziki niso dobili svoje Biblije in zato se tudi kot jezik naprej, pisani jezik za slovnico, niso razvijali in nekateri so celo izumrli. Koliko je tujih raziskovalcev, ki pridejo v Nuk? Tujih raziskovalcev, ki pridejo v Nuk, je precej. Večinoma sicer na krajše obiske, sodelujemo v številnih mednarodnih projektih, kar je za nas zelo pomembno. Zaradi tega, ker prej sem že omenila, da so za nas partnerstva zelo pomembna. Z različnimi raziskovalnimi profili, z različnimi raziskovalci po različnih področjih, pa tudi v različnih državah. Slovenija je zelo majhna in tukaj nam posebej pomaga Evropski raziskovalni program, zaradi tega, ker za rešitev določenega problema na področju, naprimer ohranjanja gradiva, je pomembno znanje in to vrhunsko znanje na številnih področjih, ki ga v Sloveniji nimamo na vseh področjih. Zato je pomembno, da se lahko povežemo s tujimi raziskovalci in v Sloveniji je Nuk vpet v evropske raziskovalne projekte, ki jih je v bistvu koordiniral že od takoj na začetku, ko smo lahko koordinirali projekte v okviru Evropskega raziskovalnega programa.
Ni zanemarljivo vprašanje tudi glede nove stavbe. Kaj je aktualno, če je kaj aktualno, so kakšni koraki naprej? Ja, nova stavba se vleče že desetletja. Malo kdo pa ve, da prvič je bila nova stavba odobrena v 70 letih, zaradi tega, ker je bilo očitno pomanjkanje skladiščnih prostorov. In tudi prvi projekt NUK-a je še vedno vseboval skladišča. Mišljena so bila tudi v izhodiščih za trenutno veljavni projekt za NUK-2, vendar so se vmes dejansko spremenili te pogoji, tako da so sedaj tam mišljeni samo prostori za študente, knjige v prostem prestopu, medtem ko naše vprašanje skladišč zaenkrat ostaja nerešeno. Ampak NUK-2 je izjemno pomemben za Ljubljano, za raziskovalce univerze, za raziskovalce v Ljubljani, za študente univerze v Ljubljani in drugih visokošolskih zavodov, zaradi tega, ker je pri nas izjemno pomanjkanje čitalniških mest. To se pokaže vsakrat, ko imamo izpitno obdobje, ker tudi v NUK-u so vse čitalniške kapacitete zasedene. In nova zgradba bi prispevala 1300 dodatnih študijskih mest. Še vedno bi bili pod standardom, vendar neprimerno boljši situaciji, kot smo danes. Poleg tega pa bi omogočala tudi mešanje disciplin, namreč danes grejo študentje, pa tudi raziskovalci najpogosteje kar v svojo knjižnico na svoji fakulteti. Medtem ko je prostor, kjer imaš različne discipline in kjer pride do trkanja različnih idej in znanj, izjemno pomemben za razvoj. Rekli ste že, kako knjižnica dobiva tudi neke nove vloge. Vidimo v tujini prakse. Dobro, Narodna in univerzitetna knjižnica ima svoje posebno, tudi statusno mesto. V tujini videvamo, da so knjižnice nek prostor širšega druženja, kjer je kultura širšega pomena osrednji steber. To je nasplošno tipično za knjižnice in jaz mislim, da naprimer za splošne knjižnice, ker je izjemno pomembno tudi v današnjem času, ko se vedno več družimo z zasloni. In knjižnice v tem primeru, različne vrste knjižnic, prinašajo možnost tega stika, druženja, razpravljanja o različnih in poglabljanja v različne izzive. In mislim, da je ta naloga knjižnic vedno bolj pomembna. Kar se tiče Narodne in univerzitetne knjižnice, je sicer mesto srečevanja raziskovalcev, vendar smo trenutno prostorsko zelo omejeni. Se pa trudimo in je naša strateška prioriteta, da stopimo ven proti ljudem. Zato smo tudi v lanskem letu pričeli z akcijo občanske znanosti, kjer smo povabili občane, da nam pomagajo pretipkati rokopise Srečka Kosovela, kar zdaj nadaljujemo z rokopisi Zofke Kveder. In na ta način gradimo skupnost, kjer občani bolje razumejo naše probleme, naprimer, zakaj je pomembno imeti natipkano besedilo, recimo, tako je tudi bolj dostopno ljudem, ki recimo slabše vidijo, pa lahko naprimer potem poslušajo, ker stroj lahko prebere. Lahko se strojno obdelujejo naprej v raziskavah, tako da je to izjemno pomembno in to vrstna aktivnost približa naše izzive ljudem, hkrati pa tudi ljudje nam pomagajo pridobiti podatke tudi za nadaljne znanstvene raziskave in gradimo skupnost, v kateri spoznavamo tako naš jezik, naše avtorje, jih skupaj beremo in se potem o tem tudi pomenimo, vključno z rezultati. Kako se trudite, da bi glas vašega dela bolj predstavili javnosti, kjer lahko mi naredimo korak bliže vam in kje vi iščete nove poti do ljudi? Mislim, da v današnjem času moramo izrabiti vse možne kanale, ki so relevantni. Zato so pomembni tako tradicionalni mediji, ki dosežejo določeno populacijo, mlajše večinoma dosežejo družbena omrežja in mi smo aktivni na vseh teh kanalih.
Pomembno je tudi neposreden stik z našimi uporabniki in z občani, kot sem rekla, tako da si poskušamo zamisliti v različne aktivnosti, ki bi bile javnosti zanimive in ki bi javnost bolj približale našemu delu in pomenu, kaj pravzaprav ta inštitucija za narod pomeni. Lahko si predstavljamo, če bo NUK kdaj imel tudi še drugo stavbo, kako širše boste lahko na voljo z več vsebinami tudi javnosti, ampak če smo sami obiskovalci, ne samo, da smo zdaj osredotočeni na tuje obiskovalce, s poletjem jih bo vse več, če sami obiščemo Ljubljano, nismo v tem mestu pogosteje, je tudi NUK eno od središč, ki ga ne gre izpustiti. In kot obiskovalec, kako vstopim v NUK? Kaj lahko doživim? NUK je hkrati tudi vsaj po mojem mnenju, ena najlepših zgradb, ki jih v Sloveniji premoremo. In je zato izjemno zanimiva tudi za obiskovalce kot sama zgradba. To seveda prinaša svoje probleme pri ohranjanju, ampak mi smo zelo veseli, da jo lahko pokažemo raziskovalcem, še posebej obiskovalcem, še posebej poleti imamo vodene oglede, te pa moramo vedno prilagoditi tudi funkciji, da smo tam za študente, kar pomeni, da takrat v izpitnih obdobjih morajo imeti študentje mir, zato obiskov velike čitalnice ni, medtem ko poskušamo v poletnem času turistične oglede prilagoditi, tako da so do določene ure študentje, potem v popoldanskem in večernem času pa je tudi velika čitalnica odprta za turistične oglede. Mislim, da je tudi to izjemno pomemben doprinos NUK-a javnosti. Ja, je vendarle univerzitetna knjižnica. No, in ko vstopimo v NUK, zakaj je vredno obiskati ta objekt, to stavbo, in nas lahko na hitro usmerite, ste naše oko, kam peljati svoj korak? Kot prvo, ko vstopimo v NUK, nas fascinira to temno stopnišče, mogočno stopnišče, ki nas pripelje do velike čitalnice, ki je še taka, kot si jo je takrat zamislil Jože Plečnik in jo kasneje, ko je žal med drugo svetovno vojno v njej pristalo nemško poštno letalo, tudi pomagal prenoviti. Tako da to, kar vidimo danes, je prenovljena čitalnica, ampak z njegovimi dopolnitvami v tistem času. Izjemno pomembno je tudi stopnišče, potem prehod med čitalnico in našo razstavno dvorano, v kateri pogosto gostujejo zelo lepe razstave. Trenutno so na ogledi fragmenti iz našega prostora, predvsem iz našega prostora, ki so plod raziskovalnega dela raziskovalke Nataše Golob, profesorice dr. Nataše Golob, ki že več desetletij raziskuje te dragocene drobce, ki so se ohranili na večinoma novejših, pa še vedno srednjeveških knjigah. In te delci, ki so jih recimo v tistem času so reciklirali stare knjige, so jih razrezali in uporabili starejšo knjigo, ki se jim ni zdela zanimiva, za platnico, za ovoj platnice na novejši knjigi. Tako da so te drobci, ki nam govorijo o tem, kakšno bogatstvo, knjižno bogatstvo se je v preteklosti nahajalo vse v naših prostorih od 9. stoletja dalje, pa ni ohranjeno razen teh drobcev. To so taki izjemni utrinki, ki so trenutno na ogled v naši razstavni dvorani. Je misel preskočila v neko razmišljanje, kaj vse je že obstajalo, kaj vse je že bilo, kaj vse je že zapisano, raziskano. Včasih se zdi na kakšnih področjih, da odkrivamo, kar je bilo že nekdaj izumljeno. Seveda zdaj pustimo ob strani sodobno tehnologijo in vse te metode, s katerimi gremo lahko res v drobovje posameznih muzealnih predmetov. Se tudi vam to kdaj dozdeva, ker pač stvari izginjajo, vse ima svoj rok časa? Zato se trudimo v NUK-u ohranjati izvirnike. Ne samo digitalne kopije, ampak tudi izvirnike. Ker tudi izvirniki nas presenečajo z zgodbami, ki jih potem naprimer v digitalnih kopijah ne moremo najti.
Tako naprimer to je zgodba fragmentov, ker so naprimer del vezave, potem jih sama digitizacija vsebine ne zajame. Druga stvar pa je naprimer material sam vsebuje informacije, ki nam lahko pomaga razumeti kulturno dediščino bolje. V NUK-u smo imeli letos dijakinjo, ki je raziskovala redosled nastankov Kosovilovih pesmi, ki so nastale v 6 letih, niso datirane. Datirana pa so njegova pisma in s pomočjo analize črnil, tistih datiranih pisem, kjer vemo, kdaj so nastala, in potem pesmi, je poskušala razvozlati redosled nastanka določenih rokopisov. In tudi za to nalogo je zmagala na tekmovanju mladih raziskovalcev, ki jih vsako leto organizira Zveza za tehnično kulturo. Med vojno je žal pristalo celo letalo sredi NUK-a. Kakšna je zgodovina te stavbe? Pa da morda niti ne ve splošna javnost. So še kakšni takšni utrinki, ki lahko še bolj naredijo še bolj privlačno to zgradbo? Pomembno je, da to zgradbo so zgradili zaradi tega, ker je bila prejšnja zgradba knjižnice preveč poškodovana med potresom v Ljubljani. Potem je to trajalo 40 let, da so zgradili novo knjižnico, spet načrtovanje je trajalo precej časa. In bibliotekarji so vstopili v knjižnico, še preden je bila končana. Nekaj mesecev preden so v Ljubljano vkorakali Italijani med drugo svetovno vojno. To je bilo pomembno, zaradi tega, ker če bi prišli v Ljubljano in bi bila taka palača prazna, bi jo zasedli. Tako je knjižnica že zaradi tega, ker so bibliotekarji takrat razumeli ta pomen in vzpostavili svoje aktivnosti tik pred prihodom italijanske vojne, dejansko zaživela kot knjižnica. Zanimivo je tudi, da je knjižnica in so knjižničarji vse skozi opravljali svoje naloge. Zbiranje vsega, kar je nastajalo v slovenskem jeziku. Tako so med drugo svetovno vojno zbirali uradni tisk, pa tudi tistega, ki so ga tiskali partizani in so ga pošiljali v hrambo v NUK. In to so potem zložili med knjige, tako da se ni našlo. Pa se je potem lahko uredilo. In tudi po drugi svetovni vojni je bila oseba v NUK-u zadolžena za zbiranje vsega tiska, ki je nastajalo v zamejstvu. Tako da je knjižnica ne glede na politične ureditve in pretrese vedno opravljala svojo nalogo zbiranja tega nacionalnega spomina, ker nikoli ne vemo, kaj bo kdaj prišlo prav. Vse mora biti tu. Ne bomo rekli, da se zgodovina vsake toliko na novo piše, ampak stvari se spreminjajo, pridejo novi poudarki, se razširja nek pomen. Še to vprašanje, kdaj pogrešate, da bi se ustvarilo več dokumentarnih filmov za širšo javnost? To pa vedno. Jaz mislim, da dokumentarni filmi so izjemen doprinos, tudi zaradi tega, ker omogočajo tudi majčkeno bolj raziskovalni pogled v našo preteklost in sedanjost. Tako problem osvetlijo majčkeno bolj poglobljeno, kar je pomembno v današnjem času, ko so informacije omejene običajno na zelo kratke misli. In pridejo kamere, dobro, mikrofoni verjetno pogosteje, pridejo tudi kamere v vaše prostore, v prostore NUK-a? Tudi in vedno smo jih zelo veseli, imamo zelo dober odnos z mediji, tudi potrudimo se za kamere narediti vizualno zanimive zgodbe, tako da je zato potem tudi za medije lahko bolj privlačno. Še ob sklepu doktorica Jana Kolar, direktorica Narodne in univerzitetne knjižnice, projekti, ki jih pripravljate, za katere že lahko javnost tudi obvestimo.
V NUK-u načrtujemo izjemno veliko razvojne in raziskovalne dejavnosti, tako da so številni projekti in prijave v teku. Zelo pomembno v tem času sedaj pa je tudi pozornost na to, da izkoristimo nove tehnologije, zato da naše znanje čim bolj približamo javnosti. Zdaj, na primer, lahko se išče po ključnih besedah, lahko pa pripravimo tudi iskalnike, ki bojo bolj semantični in bojo iskali po našem gradivu in pripravljali odgovore na podlagi vsebine. Tako smo, na primer, za pomoč dijakom ob letošnjem maturitetnem eseju o Cankarju pripravili pogovornega asistenta, ki smo ga natrenirali tudi na znanstvenih gradivih o tej tematiki in ki se je potem lahko pogovarjal z dijaki in osvetlil različna področja kot nek tutor. In to je bilo predvsem v maturitetnem obdobju izjemno dobro obiskano. Samo še en stavek, dva o vas. Vi ste doktorica, ki vas najbolj zanima in kako je priti v NUK vsakodnevno v to eno najbolj veličastnih zgradb našega naroda? To je izjemen privilegij. Po izobrazbi sem kemik. V NUK sem prišla predvsem zgolj slučajno, kot doktorska študentka, kjer so mi kot doktorska. V NUK sem prišla slučajno. V času doktorata so mi zdravniki priporočali, da se preneham raziskovalno ukvarjati s kemijo in poiščem delo v šoli zaradi alergije na kemikalije. Izkazalo se je, da je nimam, ampak pristala sem v restavratorskem oddelku Narodne in univerzitetne knjižnice, kjer sem se začela ukvarjati s kemijo in naredila doktorat iz ohranjanja, iz razgradnje kulturne dediščine in načinov, kako jo lahko najbolje ohranimo. Torej začeli res v tistem na bistvenem področju, potem pa rasli spoznavali. Ja, rasli skozi druge inštitucije, ker sem potem pred 15 leti sprejela nove izzive in se lansko leto vrnila v Slovenijo in se prijavila na mesto ravnateljice NUK-a. V Via Positivi, ki je bila danes bolj praznična, ker obeležujemo Dan državnosti, smo se pogovarjali z doktorico Jano Kolar, ravnateljico Narodne in univerzitetne knjižnice, ene od temeljnih ustanov narodovega spomina, slovenske pisne kulturne dediščine. Pred 5 leti je bil NUK kot stavba umeščen na seznam UNESCOve svetovne dediščine v sklopu zavarovanih Plečnikovih del. Hvala za pozornost in še naprej lep praznik, Dan državnosti, ob 35-letnici samostojnosti Slovenije. Via Positiva. Via Positiva. Via Positiva.